Prehajamo na naslednjo točko, torej predlog odloka o podelitvi koncesije za upravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini Kamnik na področju splošne medicine v domu starejših občanov Kamnik, skrajšan postopek. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 15, predlagatelj župan, poročevalki pa Katarina Vegal in pa Maja Sušnik. Besedo ima Katarina Vegal, izvoli. Pristojnost lokalne skupnosti po zakonu o zdravstveni dejavnosti je zagotavljanje primarne zdravstvene dejavnosti, ki jo opravljajo javni zdravstveni zavodi ali zasebni izvajalci s koncesijo. Občine so pred podelitvijo koncesije v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti dolžne sprejeti koncesijski akt v obliki odloka, šele potem lahko objavijo javni razpis za podelitev koncesije, vendar le v primeru, če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti izvajanja te dejavnosti. Marca 2026 poteče koncesijska pogodba družinskemu zdravniku v domu starejših občanov Kamnik. S tem mesecem bo tako prostega 074 programa splošne medicine v domu starejših občanov. Skladno zakonodajo je občina Kamnik program v obsegu 074 tima od marca 2026 dalje ponudila zdravstvenemu domu dr. Julija Polca Kamnik, ki je občino obvestil, da javni zavod zaradi kadrovske stiske ne more prevzeti razpoložljivega programa in se strinja, da se razpiše koncesija. Glede na to, da javni zavod zaradi kadrovske stiske ne more prevzeti razpoložljivega programa, bo občina Kamnik za navedeni program v obsegu 074 tima skladno z zakonom o zdravstveni dejavnosti objavila javni razpis za podelitev koncesije za upravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini Kamnik na področju splošne medicine v domu starejših občanov Kamnik za obdobje 15 let. Skladno z določili 44. člena zakona o zdravstveni dejavnosti mora občinski svet občine sprejeti koncesijski akt v obliki odloka. V koncesijskem aktu se ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe določijo vrsta, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja ter utemeljitev razlogov za podelitev koncesije. Občina Kamnik je skladno z drugim odstavkom 44. člena zakona o zdravstveni dejavnosti na koncesijski akt predhodno pridobila soglasje Ministrstva za zdravje in soglasje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo v prvi obravnavi. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne. Zaključujem razpravo v prvi obravnavi. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o podelitvi koncesije za upravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini Kamnik na področju splošne medicine v domu starejših občanov Kamnik v prvi obravnavi. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 27 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in prehajamo na drugo obravnavo. Odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice. Beseda ima Jože Korošec, svetnik. Izvoli. Ja, lep pozdrav in hvala za besedo. Zanima me samo, je obstoječi zdravnik zdaj zainteresiran pač, da zadevo podaljša oziroma da se prijav na ta razpis. V nasprotnem primeru pa verjetno, da bo se prijavil še kakšen drug. Škoda je sicer, ker pač zdravstveni dom ne more zagotavljati teh storitev, ampak tudi ta varianta se mi zdi v redu in samo, da bo pač zadeva laufala naprej. Hvala. Hvala. Besedo ima poročevalka Katja Vegal, izvoli. Tako kot sem že omenila, za razpis te koncesije bo na portalu javnih naročil objavljen javni razpis. Iz pogovora s dosedanjim koncesionarjem je bilo pa pač razbrati, da je pripravljen in da bo kandidiral na tem javnem razpisu. Seveda izbran bo pa pač tisti, ki bo najugodnejši oziroma bo izpolnjeval vse pogoje. Hvala. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o podelitvi koncesije za upravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini Kamnik na področju splošne medicine v domu starejših občanov Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka.
Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 27 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.